Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prav posebni Šokest, kjer gostim enega posebnega gosta, dr. Peter Mikša je z mano, zgodovinar, univerzitetni profesor, alpinist in poznavalec ter lahko bi rekla ljubitelj slovenskih gora. Predvsem pa je danes tukaj v vlogi podpornika Dneva Triglava, ki bi ga lahko praznovali že prihodnje leto 7. avgusta. Lepo pozdravljeni. Ja, živijo, lepo zdrav. Zdaj za začetek ta pobuda, kako ste vi prišli zraven v to kolesje, da bi naš očak Triglav, da bi Slovenci slavili dan Triglava? Ja, stvar je v bistvu preprosta in vezana na tipično slovensko zgodbo, da je tako majhna, da se v bistvu vsi poznamo. Tako je ideja oziroma tisti idejni vodje te zadeve, torej ideje o prazniku, ko so začeli razmišljati, kako bi mogoče razširili tole vedenje o Triglavu, mogoče tudi malo bolj na neko zgodovinsko zadevo, zakaj v bistvu sploh razmišljamo o prazniku Triglava, zakaj nam je tako blizu, so se spomnili, da se s tem precej ukvarjam in to je v bistvu kar res, da se z raziskovanjem spetega sveta z gorami ukvarjam že v bistvu 20 let, od tega pa zadnjih 10 let precej intenzivno, prav raziskovalno na nekem akademskem nivoju, pa da o tem pol tudi posledično kar nekaj vem. Zdaj si predstavljam, da niste niti dvakrat pomislili, ko so vas povabili k tej pobudi. Zakaj se vam zdi pomembno, da Triglav dobi svoj dan, je nek simbol slovenstva? Po vašem mnenju, če bi nekdo rekel, tako ali tako imamo že veliko praznikov Slovenci, zakaj potrebujemo še dan Triglava? Zdaj, koliko minut imamo časa, lahko govorim zelo na dolgo. Stvar je precej preprosta za mene, seveda je to subjektivn odgovor, če se ukvarjaš z neko to tematiko, pomeni, da ti je zelo ljuba, pomeni, da posledično ti je dragocena, veliko velja in Triglav je pač takoj, ko je prišla ideja do mene, sem seveda na nek način, lahko rečem, skočil od veselja, se rekel, končno se nekaj dogaja tukaj okrog. Ja, ta fascinantna situacija je, da vsi v bistvu poznamo Triglav, seveda ga imamo v grbu, imamo ga v zastavi, torej imamo ga v 2 od 3 državnih simbolih. Zakaj smo pa ga tja umestili, to je pa potem tista malo daljša zgodba, kjer sem jaz nastopil in konec koncev sem tudi danes tukaj, da malo ene stvari razlagam. Danes sem gledal na Facebooku, na statističnem uradu, ko vržejo ven določene podatke, do katere višine živimo Slovenci. Torej povprečno nas 50% živi do 300 nadmorske višine, do 500, pozor, 88% nad 1000 metri živi, prav številka je 1900 Slovencev nad 1000, ampak mi se v celoti kot narod definiramo kot gorski narod, kot alpski narod. In to je ta fascinacija, geografski podatki in tudi statistični podatki temu ne sledijo oziroma ne pridajo nasproti. Nasprotno, v bistvu to trditev demantirajo. Geografskega prostora v slovenskem prostoru je 2,5%. Govorimo o nekih Alpah, mi smo alpski gorski narod. Nismo, ampak zakaj zdaj ta zgodba povezana s Triglavom, od kje je to prišlo, to pa pol je tista stvar, ki je meni ljuba, ki jo raziskujem in ki je v bistvu tudi središčna točka današnje ideje o prazniku Triglava. Mi smo Triglav v bistvu zgradili, mi smo zgradili ta mit, seveda. Triglav, je najvišja slovenska gora, lahko, da je bila nekoč tudi sveta gora naših prednikov, teh podatkov direktnih nimamo, ampak z razlogom lahko, ker mogoče nekdo ni želel o tem, torej tisti nekoč, ali pa je nekdo želel to idejo ali pa ideologijo zabrisati v kasnejših stoletjih, ne vemo, Lahko, da je sveta gora. Danes pa je definitivno romarska sveta gora za Slovence, ampak ta zgodba, torej ta pot, o kateri govorimo danes, in ideji tudi o prazniku, o tem, zakaj imamo Triglav povsod naokrog, je v bistvu zgodba zadnjih 150 let. Torej, v bistvu lahko rečemo 150 let, ko se je slovenski narod gradil kot narod. Torej, ko smo
se trudili, da, ne, ko smo začeli čutiti, ne, da je ta pač prostor, da tu živimo, rečemo Slovenci in tako naprej, ki imamo neke svoje značilnosti, ne, in kaj je zdaj tisto našega, na čem bomo gradili našo idejo naroda, ne. Poznamo zgodbo, kultura nas je seveda zgradila, ne, in tako naprej, ampak v bistvu tudi ta telesni kulturni boj, ne, od Sokola, ne, kjer se pač je telo prikazalo v boju proti nekemu drugemu narodu, torej predvsem takrat nemškemu, ne, imamo slovenske telovadce, imamo nemške telovadce, mišičasto telo prikazuje narod, ne, če si predstavljamo slovenski, nemški, in ta zgodba potem Sokola gre tudi v planinska društva in tu je pol tista srčika te zgodbe, ne. Konec 19. stoletja, ne, zdaj, če si res predstavljamo čisto preprosto naš slovenski, današnji slovenski prostor, takrat seveda pod večinoma avstrijskimi deželami, je bil pod nemško. Rečemo, ne oblastjo, ampak močjo. Nemci so svojimi tovarnami, industrijo, torej z gospodarstvom dominirali pri nas, posledično seveda tudi, ne, tako, ker je pač v gospodarstvu denar, posledično tudi v politiki bilo tako, so bili močnejši in so si ta prostor, tudi alpski prostor, ne, lastili kot svoj, ne. Zdaj, predstavljamo si, da je alpski prostor bil še 200 let nazaj neka bela lisa, ne, torej neki prostor, ki ni bil raziskan, ki ni bil obiskan, potem pa z gorskim turizmom 19. stoletja, železnico, ki pripelje, ne, torej tudi industrializacijo, ko pride do prostega časa, ne, prej smo, naši predniki so na nek način do leta 1848, če damo neko mejo, ne, ko pade feudalizem, bili vezani na svoj dom, na prostor, na zemljo, ne, niso imeli prostega časa, niso mogli v hribe hoditi na izlete. Potem se to spremeni in konec 19. stoletja se ta množični obisk gora precej poveča, ne. Prej so bili redki raziskovalci, potem pa, ne, ljudje hodijo v hribe, ne. In ta bela lisa naenkrat postane neki prostor, ki ga je treba markirati, ne. Kot se v bistvu, kot poznamo iz zgodovine, ne, ko Amundsen zapiči na južnem tečaju norveško zastavo, markira prostor, pa Hillary, pa iz vojne poznamo Iwo Jimov, ne, torej zastava ameriška, pa iz Reichstaga Sovjeti, ko osvojijo v bistvu Berlin, ne, ko pade Berlin, torej gre za markiranje prostora, ne. In zdaj, če si predstavljamo, ta bela lisa, neosvojen prostor, ne, naše Alpe, takrat na nek način postane prostor, kjer Nemci, ki so prvi razvili to gorski turizem, planinska društva, markirajo ta prostor kot svoj. Postavijo svoje koče planinske, do katerih markirajo nemške poti, torej nekdo, ne, če bi šli v časovnem stroju, pa pridemo v Mojstrano leta 1892, že napis Mojstrana nemščini, ne. Strojevodja bi rekel, izstopite v nemščini, tam te bi čakali gorski vodniki, ki te bi v nemščini nagovorili, če greš v hribe. Šel bi po poti, ker bi bile markacije nemške, v kočo, ki bi bila pod Triglavom, na primer današnja Staničeva koča, to je bila takrat nemška koča, nemški napis, ne, Dežman Hütte in tako naprej, oziroma Dežman Haus, oskrbnik v nemščini, vse nemško, ne. In v tem prebujenju naroda slovenskega 19. stoletja od čitalnic, taborov in tako naprej, ne, se ta duh prenese v alpski prostor in naši, ne, takrat še bolj posamezniki se odločijo, da bi radi pa ta prostor naredili slovenski, torej povrnimo slovensko lice slovenskim goram, ne, in se ustanovi Slovensko planinsko društvo, postavljajo svoje koče, ne, zelo blizu včasih nemške koče, spet imamo markiranje prostora, tekmovanje in tako naprej. Slovenske poti planinske, zelo blizu včasih nemško, in Slovenci hodijo po slovenskih, Nemci po nemških, Nemci v nemške koče, ne, ter si predstavljam, in potem Aljaž Župnik na Dovjem, ki je bil narodno zaveden, zelo tako prebuditelj, pride na idejo, da pa bi on lahko eno tako pomembno potezo naredil, ne, se z današnjega vidika, ko vidimo, ne, to, torej nakup Triglava, ne, da postavi Aljažev stolp, rečeš, wow, ne, res wow, ne, kako je prišel na to idejo, ne. On je vedel, da če hoče na vrhu postaviti neko zavetišče, ne, torej Aljažev stolp, da je to gradnja in da on mora biti lastnik te zemlje, ne, torej, rečemo, dolgoročno je že načrtoval leto
dni prej je že gradil načrte delal, ne, in on kupi vrh Triglava za en goldinar, to je bilo, danes bi rekli to 20 €, ne, torej za 50 jajc tu na tržnici v Ljubljani si dobil za ta denar, Smešna cena, ko je on kupil ta Aljažev stolp, ne, in to je tista točka preloma, ko gora v tem tekmovanju, ne, tega boja za gore, ne, ki je pač širša zgodba še, ki je vseeno ne morem tako na široko povedati, ampak tu se ta zgodba tekmovanja doživi vrhunec, ne. Triglav postane slovenska gora. Nemci so jo imeli za svojo, ne, Terglav, ki naj bi bil očak, Altvater nemškega naroda, ki živi pod njimi, ne. To so bila močna trenja, ne, in naenkrat Aljažev stolp, napis, ki še danes v bistvu, to je prva slovenska beseda, si predstavljamo ob Triglavskem pogorju, samo nemško, vse okrog in pol. Aljaž, ko gradi ta stolp 1895. leta, ko je šel s svojimi delavci sestaviti stolp, je moral spati v nemški koči, slovenskih koč še ni bilo takrat tam, ne. In oskrbnik, ne, predstavljamo si, ne, mogoče malo pretiravam, ampak njegov faran, ne, torej tam iz njegove fare reče, gospod župnik, dobro, da ste prišli, ne, v torek so prišli gor, megla je bila, ni bilo glih najlepše vreme, dobro, da ste prišli med tednom, ker če bi bilo lepo vreme, za vas ne bi bilo mesta v koči, ker bi imeli Nemci prednost, ne, in Aljaž, očitno trmast in tako malo tekmovalen, kot je bil, ne, kot spoznavamo iz te zgodbe, čez mesec dni že ima kupljeno parcelo na Krederci. Kar ga je, torej, ta situacija ga takoj ujezi, da kupi parcelo, ki je višja od vseh nemških koč, ne, in ta, v bistvu, kupi goro, Triglav, slovensko goro, napiše, da želi, da postane Sveta romarska gora. Iz Krederce naslednje leto, najvišje koče sploh, ne, torej prestižno, naredi pot planinsko, še danes v bistvu iz Krederce na vrh, prej so bile precej težje dostopna gora, postane romarska slovenska gora, ne, in seveda mediji, ne, tako kot danes, seveda na drugačen način, to njegovo zgodbo, ne, v naslednjem tednu, mesecu in predvsem letih naredijo zgodbo, ne. Si predstavljam, in narod to zagrabi, ne, in imamo eno fino situacijo, pol je pa še par takih zanimivih zadev, ne, konec prve svetovne vojne, prej smo imeli to tekmovanje, slovenska, nemška planinska društva, grajenje koč, tekmovanje o številu koč, po prvi svetovni vojni pa Nemci gredo, a koče ostanejo, ne, torej imamo odlično infrastrukturo za grajenje gorskega turizma, ne. In seveda v zgodbi neke nove Jugoslavije mi vzamemo to, torej zimske športe in planinstvo, vse, kar je povezano z nekimi gorami, za naše, skoraj lahko rečemo, nacionalne slovenske športe, ne. In v sklopu Jugoslavije, kraljevine takrat še nismo dobili vaterpolsko zvezo, pa nogometno, pa košarkaško, pa veslaško, ne. Nam so dodelili planinsko, pa zimsko športno, torej rečemo smučarsko, ne. In mi smo potem to zagrabili in na tem gradili v naslednjih desetletjih, ne, se pravim, to, kar imamo danes, ne, tudi množičnost, na žalost, ne, je v bistvu ena zgodba, ki smo jo gradili in zdaj smo na tem valu, ne, mi surfamo na tem valu nečesa, kar smo gradili, ne, plus in minus, ne, kar se množičnosti tiče, ampak kar se pa neke zgodbe, identitete gora in tako tiče, je pa, lahko rečemo, da smo na nekem višku, ko razmišljamo o prazniku, ne. Prejšnji višek bi bil verjetno leto 91, ko vzamemo goro in ga damo kot simbol, ne, slovenstva. So bili pa kar smeli načrti glede Triglava tudi v zadnjem stoletju, ne. Razne ideje so bile, od železnice na vrh Triglava pa do smučarskih središč. Kako to, da so vse te ideje padle v vodo? Glavni razlog je preprost, denar, ne, zmeraj se pri denarju ustavi, ampak jaz se večkrat hecam, ko se pogovarjamo o tej res, ne, fenomenalni ali pa veličastni ideji Triglava, vlaka, torej železnica, da bi te vlak pripeljal na vrh Triglava ali pa v bistvu tam spodaj, to bi bila
daleč najbolj rentabilna linija, kar se tiče slovenskih železnic. Ne. Če primerjamo s podobnimi železnicami, ki so delujoče v svetu, ne. Če se želiš peljati naprimer na Jungfrau, boš plačal še evro, ne, in podobno, sem prepričan, tudi jaz osebno bi se z veseljem kdaj odpeljal tudi železnico tja, ne. Zdaj pa moramo si predstavljati, ne, ta ideja, ena od teh najbolj veličastnih idej je bila vsekakor železnica, ki bi iz Bohinjske Bistrice peljala, več variant je bilo, ampak pač najbolj tista veličastna, da te bi čisto na vrh pripeljala železnica, je seveda vezana na neke ideje, ki so se takrat realizirale v alpskem svetu, ne, torej pod Matterhorn pripelje železnica, v Švici, torej pod Eigerjem pripelje in gre naprej, celo v bistvu čez severno steno Eigerja pelje in gre na Jungfrau, torej ne, govorimo o takih lepih, zanimivih alpskih idejah. Pri nas je pa to vezano na to, da je v bistvu tedaj bila narejena oziroma prebita Bohinjska železnica. Bohinjska železnica, Avstro-Ogrska, ki Srednjo Evropo pripelje do Jadrana, ne, do Trsta, ne, in takrat se turizem naenkrat v bohinjskem koncu, ki je bil prej precej zaprt, ne, moramo vedeti, da v Bohinj, ko se peljemo še zdaj v Bohinj, ne, od Bleda in Bohinjske Bele, torej ko gremo čez to Sotesko in ko se odpre potem Bohinj, ne, to je bilo precej težko, ne, za neke turiste, redko, ne, kakšne kočice in tako naprej, ne, in naenkrat pride železnica in pridejo turisti, ne, razvija se gorski turizem in pač domačini in tudi oblast takrat reče, ne, kaj če pa bi mi iz tega naredili še eno boljšo zgodbo, ne, ampak pol so že ideje, načrti, danes bi rekli do centa, ampak ne, torej do takrat, do krajcarja ali karkoli, goldinarja, natančne izračune so naredili, koliko bi moralo biti ljudi, da bi bilo rentabilno, kako, vse v bistvu, kako železnica, koliko stroškov in tako, vse je bilo narejeno, ampak pa je prišla Prva svetovna vojna. Potem je pa seveda konec Prve svetovne vojne, pride nova državna tvorba, ne, torej mi gremo iz te avstrijske skupne večnacionalne države v jugoslovansko, ker pa seveda je treba najprej preživeti, ne, prva leta po vojni in tako naprej, ni. In potem seveda ta stvar zamre. Druga stvar je bila observatorij, ki je po drugi svetovni vojni, ki pa je že zraven finančnega glavnega, rečemo, razloga ali pa odklona, ne, imela že novo komponento, ki pa kaže na pomembnost Triglava za Slovence. In sicer so že na vrhu torej imeli idejo, da naredijo en velik observatorij, 5-krat višji od Aljaževega stolpa, torej Aljažev stolp, tisti pleh, ki bi res bil tam nič, ne, skoraj vreden, res se bi razvrednotil. In ko so začeli že stvari, torej minirati vrh, je prišlo do upora, ne, v smislu, da ne, to pa ne bo šlo, in pa so dela ustavili, ne, verjetno tudi denar, torej, ne, glavni razlog, ampak pride že do preprosto do upora ljudstva, da si nekaj takega ne želijo na Triglav, ko naj bi bil neka taka pomembna. Smučišča so ena največjih nerealiziranih turističnih idej sploh v Jugoslaviji, ne. To bi bila res veličastna stvar, ki pa je dejstvo, da glede na zadnje zime bi bila spet problematična, ne. Ampak ideja sama je bila res mogočna, ne. Torej, ideja v smislu samega zimsko-športnega središča, ki bi bil daleč največji pri nas, po drugi strani pa tudi v razmišljanju, kako graditi uspešno smučarsko, torej nordijsko in alpsko zgodbo slovenskega, ne. Takrat moramo vedeti, da to je ideja 60-ih, konca 60-ih let, ko tudi v bistvu pri nas prihaja do spet pomembne veljave smučanje, ne, skoki, torej, dobro, vemo planica in tako naprej, ampak takrat se mi želimo s tem postavljati pred drugimi narodi, ne? Torej mi smo res smučarji. In če še danes vprašamo, tako rečemo, generacije, ki so živele v Jugoslaviji, ne, Slovenci, ne, po čem pa bi nas vi lahko klasificirali, zraven tega, da smo pridni, ne, in delavni in vestni, da smo smučarji, ne, in planinci.
tisti ludi Slovenci, ko idu v planine leti, zimi, ne, to še vedno je ta fascinacija. In da imamo Alpe, ne. To je to. En Zagrebčan, Beograjčan, ne vem, kdo bo rekel, ja, seveda, ne, Alpe, ne, takole. Ja, zdaj sva govorila malo o tem, kako so hoteli spodbujati, ne, skozi zgodovino obisk Triglava in naravnih vrednot. Zdaj se pa v bistvu zdi, da bi pa malo radi omejili, ne, te množično obiskanost gora. Kako smo zdaj s tem? Je že turizem do te mere narastel, da bi bilo treba razmišljati v to smer, da se omeji na nek način? Ja, dejstvo je, da je naval na določene dele Alp prevelik, da v bistvu ne gre več v tem smislu. Številčnost prinese tudi toliko in toliko nočitev in vse, kar pač človek zraven prinese, tudi tiste slabe, dobesedne, ne, slabe in umazane zadeve. In zdaj, če si predstavljamo, da gre na eno Triglavsko pogorje 2 milijona obiskovalcev, ne. Tisti obiskovalci pustijo tam gore neki svoj odtis, ne, dobesedno svoj odtis in tisti odtis voda potem spere, ne, in gre v dolino in imamo onesnažene reke pri izvirih. Torej, v osnovi čisto navadne vsakodnevne zadeve so lahko že težava in pritiski na naravo so preveliki. Ampak ja, seveda, ne, Slovenija je ne samo zadnjih 10 let, ampak lahko rečemo pol stoletja gradila idejo, ne, vabila na Triglav, množičnost je bila pomembna. Zadnje čase, ne samo, da Slovenci zelo množično hodimo v gore, da si želimo, da moramo biti na Triglavu, če hočemo biti pravi Slovenci, ali kako že, vsak drugi je že zdaj tujec, ne. Torej, turistične organizacije, vsi vabijo, povsod je Triglav, ne, seveda, ker veliko ljudi od tega živi, ampak zdaj smo na točki, ko se razmišlja, ne, o nekih restrikcijah, kako boš omejil, da ne smeš iti na Triglav. Čeprav, ne, realno, če želiš iti na Mont Blanc, ne, torej najvišji vrh Francije, se moraš dogovoriti toliko prej, na nek način dobiš termin, ne. In lahko greš. Pa še to ne moreš sam iti, ampak moraš imeti gorskega vodnika, ki mora imeti licenco, da lahko sploh spiš po kočah in tako naprej. Torej, nekje v svetu so stvari precej jasne. Pri nas je pa problem, ne. Gradili smo to simbolno vrednost, zdaj ti bo pa nekdo rekel, da pa ne smeš iti gor, ne. Tu bo še kar nekaj dela na tem, da bomo spoznali, da preprosto ne rabimo iti vsak dan ali pa vsako leto na Triglav, da ni zdaj to, da moraš biti 10-krat, 100-krat na vrhu, ampak da je dovolj, ne, torej, da res, dobro, seveda, vsak ima svoje želje in tako naprej, ampak da je Triglav najlepše gledati ravno iz v bistvu vseh okoliških hribov, ne. Vsaj, to je moja fascinacija, da v bistvu kjerkoli sem, ne, gledam, ali se tam vidi Triglav, ne, pa nisem pol zaradi tega nujno vsak teden tam. Vi ste velik ljubitelj pohodništva, gora, alpinizma. Kolikokrat ste stali na vrhu Očaka? Zdaj stvar je taka. Razmišljal sem, kolikrat sem bil, mislim, da ni številka večja od 6. Je pa res, da sem bil večkrat do pod glave Triglava, torej bil sem na Krederci velikokrat časih, ne, v letih, ko smo bili še mladi in zagnani, sem velikokrat bil v steni, torej v severni steni, in tam je potem dovolj, da torej izplezaš do vrha stene, ne greš na glavo Triglava, ampak pač se stopiš nazaj, tako da teh obiskov pa, na splošno obiskov pa se je nabralo že kar precej čez 50, ne, ampak samega vrha pa na silo ne grem, moram reči, da mi preprosto ni niti več všeč ta gneča, ki je na grebenu, ne, ker pač to je postala ferata, ker se pač varuje, kar je prav, ne, in tako naprej, ampak če imaš jeklenice in se varuješ, pomeni, da gre zelo počasi naprej, ne, sploh če je vrsta, ne, in ni pa več tistega nekega užitka. Počasi mogoče treba opuščati to misel, da če ne greš na Triglav, nisi pravi Slovenec, da bomo malo zmanjšali obisk
Ja, Triglav imamo res vse okrog nas, ni tako nujno, no, da se tako množično in vsako leto kot neka tradicija to veleva, obeležuje nacionalna pripadnost s tem, da moraš pač potrepljati Aljažev stolp. Ne. Ja, ampak je pa lepo, ne, to je v nas noter, to so nam pač ogradili, to je težko razložiti in težko je v bistvu omejiti. Ne. Smo kar nek unikum na svetu, ne, da tako častimo svoj najvišji vrh. Ja, definitivno je gora kot simbol zelo redko zastopana. Ne. Imamo Črnogorce, ki imajo pomemben lovčen, ampak tam je mislim tak. Včasih so ga imeli tudi v grbu nekdanje republike v Jugoslaviji in mi smo pač imeli od tam, oni niso tega naprej vlekli. Imajo drugačno to simbolno noto. Ne? Mi smo v zadnjih 100 letih res zgradili ta simbol Triglava, ki v bistvu je, če smo pozorni, ne, tako v prostoru, vse okoli nas, na spomenikih, takšnih in drugačnih simbolih, društev, strank in tako naprej. Ne, ta simbol Triglava, ne, mene fascinira taki detajli, ne, naprimer, da je grob Moderne, torej na Žalah, ko so pokopani Murn, Kete in Cankar, je v bistvu narejen nagrobnik njihov v obliki Triglava. Ne? Torej, da je že Plečnik, ne direkt Plečnik, ampak njegov učenec, ampak ja, Plečnik je imel to trosvetost, troglavost, karkoli že, zelo rad. Ne? Večkrat ga nekako tam postavi, ali ga je fasciniral naš Triglav, ali je to kakšna druga zgodba, ne? Ker on se je ukvarjal s to geomantiko, ne? Torej vedo narave in energiji in tako naprej. Ne? Zdaj, odkje to pri njemu izvira, ampak dejstvo je, da je on naredil prvo idejo grba, kakršen naj bi bil grb Slovencev, ne? In je v bistvu prvi idejni osnutek je Plečnikov in že tam je Triglav, ne? Odkje pa se je pri vas budila ta fascinacija nad zgodovino, alpinizma, raziskovanje vseh teh dogodkov, ko vas človek takole posluša, se kdaj mu se zdi, kot da ste bili zraven, tako živo pripovedujete te dogodke, kakšno je bilo vreme, kako se je kdo počutil? Ja, zanimivo. Ne vem, ene stvari, ali so ti dane, ali ti je pač življenje te je tako napeljalo. Ja, to je zanimiva stvar, ker jaz prihajam iz štajerskega konca, izpod Boča in Donačke, ki mimogrede se ji reče spet štajerski Triglav, ne? Ampak dobro, takrat me mogoče niti to še ni tako zanimalo. Ne vem, kako je to pač prišlo. Prišel sem v alpinistično šolo, strašno mi je bilo to všeč, mogoče samo plezanje super, višina mi vsaj na začetku ni ustrezala, ampak potem, ko pa pač je bilo treba študijsko razmišljati, česa se bo šlo, dobro, eno je, da te zanima zgodovina že prej, ne, to lahko korenini od pač začetka in sem bil tu tudi zelo dober vedno, ampak samo navdušenje nad gorami, pa jaz sem bil konec srednje šole prvič na Kamniškem sedlu, prej sploh nisem poznal gora, ne, pol se je pa začelo, ja, in strašno mi je bilo všeč in to večkrat povem, prebiral sem knjige teh naših piscev, dobro zgodovina, pa alpinistov, ne, dobro, Nejca Plotnik, pa Viki Grošelj zelo super piše, tako da te potegne tudi drugi, ne. In ko sem to prebiral, sem se vedno bolj navduševal, ne, in v srednji šoli, ne, to ni bilo najbolj pravše, ker sem imel seveda takrat se zaučiti matematiko in druge stvari in je oče vedno rekel, spet bereš, ne. In potem sem vedno imel tako, da sem imel v bistvu knjigo spodaj in zvezek, ne vem, za matematiko čez in potem sem bral, se učil, ne, medtem ko sem študiral zgodovino in sploh, ko sem se odločal o temi doktorata, ne, in sem izbral alpinizem, ki je res ena taka široka, v bistvu zgodba kulturna, odkrivanja gorskega sveta, in mislim, ni samo šport kot šport, pa sem mogel začeti brati, ne. Sem mogel, ne, torej prej je bila to skoraj prepoved, ne, za doktorat, pa sem mogel vse to prebrati, ne, in sem užival, moram reči, da sem užival. Ja, pač očitno mi je, gore, narava so mi všeč in te zgodbe, ki so se tam dogajale, so mi zelo všeč, ja, tako. Če bi želeli nekoga res fascinirati s kakšnim zgodovinskim dejstvom slovenskega alpinizma, kaj bi mu rekli? Mogoče ne bom o alpinizmu, ampak ena strašno fascinantna stvar je. In sicer mi imamo Kredarico,
ki je naša najvišja stavba. Rečemo, če izvzamemo, da je Aljažev stolp stavba, je najvišja stavba Triglavski dom, prej Koča na Kredarici. Ne? In če si predstavljamo, je čez vrh Triglava med leti 20 in 45, če Primorce to vprašamo, bojo dobro vedeli, o čem govorim, tekla Rapalska meja. To je čas, ko je v bistvu si Italija vzela svoj del za to, da je vstopila v Prvo svetovno vojno in v bistvu velik del, 1/3 današnjega slovenskega ozemlja je pripadal Italiji. To so Primorci, ne? Torej, čeprav so bili noter Kranjci, Notranjci, Korošci, ne, so danes to vse Primorci, torej zapuščina Rapalske meje je tudi ta. In čez Triglav je tekla tudi Rapalska meja, ne? Meja med Jugoslavijo in Italijo. In Italija na oni strani seveda gradila vojašnice in druge koče. In ena koča, če si predstavljamo zrcalno na drugo stran glave Triglava, imamo tu Kredarico in tu imamo veliko planinsko kočo, poimenovano po kralju Viktorja Emanuela III. 250 oseb je lahko spalo noter vojakov, ne, ki so varovali mejo, če si predstavljamo. In leta 45 meja pade, ne, uradno 47, ampak 45 meja pade, to je zdaj nov slovenski prostor in mi imamo na drugi strani velik planinski dom, ki ga je treba samo obnoviti, seveda, ker je pač vojna terjala svoje, bi bilo treba malo ga obnoviti. Ideja je že bila, da bi naj bil to Kugijev dom in tako naprej, ne. Ampak do obnove ni prišlo, ne. In pol razmišljaš, zakaj? To je danes, planinci bojo poznali, to je lokacija Morbenja, se imenuje, ne. Torej, ene ostaline so še. Zakaj ni bilo to obnovljeno? Če so pa drugi, na primer italijanski domovi, bili spremenjeni v planinske koče, zakaj ravno ta ne? Zato, ker je 10 metrov bila višja od Kredarice, ne. Si predstavljamo, vodstvo tedanje slovensko ni dovolilo, v bistvu pišejo dekret, da se to pusti, ker ne more biti italijanska koča, simbol tega zatiranja, ne, si predstavljamo Primorcev, najvišja koča, ki bo stala, ne, in ne naša Kredarica, ne. To veliko pove tudi o v bistvu tej simbolni vlogi hribov, ne, pri nas ali pa Alp ali pa Triglava in tako naprej, ne. Taka res fascinantna stvar. In ko smo s kolegom geografom Matijo Zornom, s katerim veliko raziskujeva to zadevo, delala tudi analizo teh ostankov mejnih kamnov, ki so bili na tej Rapalski meji, ne, torej, če si predstavljamo 250 kilometrov linije Rapalske meje in smo rekli, poglejmo, kako so ohranjeni glede na sektorje, ne, pa smo si pač par predelali in okrog Triglava, ne, ni mejnih kamnov, ne. Vemo, da so enega že 44 partizani z vrha zrušili dol ob vzkliku tukaj nikoli več meje, ne, taka simbolika, ampak ostale mejne kamne so po vojni organizirano hodili uničevati, prav iz te simbolne vloge Triglava, torej Triglav, sveta slovenska gora, tukaj ne morejo biti ti krivični mejniki, ki predstavljajo v bistvu zgodbo italijanske okupacije, ne, zdaj, če si predstavljamo, in so jih uničevali, ne, tako veliko je, vsaj zame, ne, seveda, fascinantnih zgodb okrog Triglava in ja, veliko zadev, tako tudi, ne, širše slovenskih se suka tule okoli. Kako pa bi, če se vrnemo zdaj v sedanjost, kako si predstavljamo, da bi, jaz verjamem, da bomo praznovali dan Triglava, da bo postal to praznik, kako pa bi obeležili, obstaja kakšna vizija, kako bomo Slovenci praznovali ta praznik? Zdaj množično verjetno se ne bomo povzpeli na Triglav vsi na isti dan. Ja, jaz mislim, da so tudi s tem razlogom naši pobudniki dali to idejo, torej, da dobimo en praznik, da na nek način tedaj pozornost, ja, seveda je pozornost na Triglavu samem, ampak ne v smislu, da je treba takrat iti na vrh, ampak da se v bistvu kakšne stvari dogajajo spodaj. Tako kot imamo zelo dobro sprejet dan Bratigore, ne, naprimer zdaj v začetku decembra smo imeli, to je pač čisto ideja, ki ko en ali pač okoli določenega dneva, ko je mednarodni dan gora, se dogajajo dogodki,
ko se pogovarja o gorah, ne, ampak preko knjig, ne, in tako naprej. Torej, mi smo spodaj, ne, in se pogovarjamo o gorah, ki so zgoraj, za katere je treba vedno spoštovanje, vedeti treba o njih, ne, torej ne samo iti, ne, ampak se pogovarjati spodaj, kje smo, kaj smo, zakaj smo, kaj vse je še tule zraven, ne, te geografske komponente, same fizične gore, ne, imamo ogromno možnosti, prav da stvari prenesemo v nižine in v bistvu mogoče začnemo delati te korake v smeri razbremenitve samega alpskega prostora. Se po vašem mnenju Slovenci dovolj močno zavedamo, kakšne velike premike so določeni posamezniki storili v zgodovinskih okvirih, ali je to kar malo odšlo iz kolektivnega spomina? Ne vem, govorila sva o Jakobu Aljažu in podobnih vizionarjih, bi lahko rekla. Veste, kako je, ne? To je pač stvar šolskega kurikuluma, ne? Kar je na nek način nuja, da se naučiš tisto nekako osvojiš, ne, kolikor je treba, seveda za pozitivno oceno. Drugo je pa tako, ne, če se o neki stvari govori, potem ostane nekje v tebi, ne. Če pa se ne govori, gre v pozabo in potem naslednja generacija. To je pač značilnost. Ko se izgubi kolektivni spomin, ne, ene generacije za neko stvar, imamo zelo hude primere tega, ne. Torej, lahko rečemo, da vsaka vojna se začne, ko prva generacija izgubi spomin, zakaj se je nekaj prej zgodilo, ne. Torej, kaj je bilo, ne, učiteljica življenja, zgodovina, ampak dejstvo je, da pravimo, ne, da je učiteljica, ampak nič se v osnovi ne naučimo, ampak to je značilnost, ne, človeštva od nekdaj že, in tu je pač podobna stvar. Jaz mislim, da bi lahko torej s takim praznikom, ki ni praznik v bistvu Triglava kot pač samo Triglava, ampak v bistvu vseh nas, ne, ker smo očitno si ga zbrali za naš simbol, lahko pripeljali stvari v določene veje ali pa v določene razmišljanja, ki bi nam odpirala tudi o nas nove ideje, o varovanju narave. Mislim, resnično je možnosti tule veliko. No, in zdaj še tisti zadnji trenutek, da pozoveva tudi poslušalce, gledalce, ne, da podpišejo to pobudo. Vzelo jim bo nekaj minut, ne, lahko preko spleta to opravijo. Ja, zdaj jaz si predstavljam, ne, da to pač ta način pogovora, podcasti, ne, kot so spremlja mlajša ali pa neka srednja generacija, ki je dosti vešča računalniške opreme, in to pomeni, da ne bo veliko težav jim vzelo, seveda, če imajo, pa več ali manj imamo vsi te digitalne podpise, sigence in tako naprej. Torej, praznik Triglava, potem je tam link, kjer se odpre v bistvu možnost podpisa na upravni enoti oziroma na e-uprava, ja, tako, in v bistvu z enim oziroma dvema klikoma smo tam, kjer lahko začnemo razmišljati o nekih še bolj konkretnih stvarih. Ne samo o Triglavu kot Triglavu, sicer našem simbolu, ampak v bistvu vsem tem, kdo smo mi, zakaj smo mi, kako smo do tega prišli, ne, torej veliko možnosti je, ja, potem. No, mi da sva to že storila, povabiva tudi vse, ki naj jo poslušajo, gledajo, in naj bo to mogoče naše novoletno darilo naši državi ob koncu leta, ne. Kajti do konca leta je še čas, da se podpiše to pobudo. Tako, pa hvala za vaš angažma, ne, in za povabilo, seveda. Hvala tudi vam za vse zgodbe, verjamem, da bomo marsikomu odprli obzorja, in vse dobro vam želim v novem letu, ne. Hvala, enako. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.